Lep pozdrav še na okrogli mizi o cirkulaciji, pa v bistvu tudi financiranju evropske literature, prevodne literature, ki jo finančno, vsebinsko podpira program Ustvarjalne Evrope. Tale dogodek danes je zaključen dogodek projekta Besede brez meja, založbe VBZ. In ta dogodek je seveda tudi podprt z tem programom Ustvarjalna Evropa, Creative Europe, tako da bomo danes nekako recimo temu bili malo samorefleksivni glede tega mehanizma. V okviru tega projekta Besede brez meja je šlo tehle 5 knjig. Zadnja avtorja Selvedina Avdića, 7 strahov, in vse knjige so dostopne tudi na knjižnem sejmu na spletni strani založbe VBZ. V današnji diskusiji se bomo dotaknili predvsem 2 vprašanj. Eno vprašanje je vprašanje financ, se pravi finančni mehanizem Evropske unije za podporo literature, prevodne literature, in pa drugo vprašanje tudi malo bolj recimo temu vsebinsko, ideološko ali pa tudi politično, kakorkoli kdo želi. Z mano so 3 gostje, ki jih lepo pozdravljam, pa naredim nek takšen recimo uvodno predstavitev. Tako da Edart Lapuh Maležič, na moji levi, prva pisateljica, prevajalka, izdala je 2 romana, zadnjega letos, če se ne motim, z naslovom Na pol morilke, 2 kratke zgodbe tudi, in pa v okviru tegale projekta Besede meja, ki sem ga omenil, je tudi prevedla tole knjigo Pesem sodobnega mornarja oziroma strip. Potem Gabriela Babnik, pisateljica, prevajalka, kritičarka, do zdaj je izdala 5 romanov, in za roman Sušna doba je leta 2013 prejela nagrado Evropske unije za književnost. In pa še Mateja Lazar iz zavoda Motovila, vodja informacijske pisarne CET, se pravi Creative Europe Desk oziroma Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, tudi svetovalka mednarodnega kulturnega sodelovanja in tako naprej. Tako da, lep pozdrav vsem 3. In za začetek bi kar vas, Mateja, prosil, če nam nekako predstavite nekaj podatkov, rišete podatkovno, narišete tole podobo recimo temu uspešnosti slovenskega založništva pri črpanju evropskih sredstev znotraj tega programa Ustvarjalna Evropa. Hvala, najprej hvala za vabilo, pa da sem v taki dobri družbi. Super začetna predstavitev, ki v bistvu dobro oriše, kaj je ključen razpis v okviru tega mehanizma, ki ste ga predstavili, Ustvarjalna Evropa, to je prevajanje evropskega leposlovja. Bi pa mogoče za začetek vseeno povedala malo čisto na kratko o programu Ustvarjalna Evropa, ker to, se pravi prevajanje evropskega leposlovja, je samo eden od mehanizmov, ki jih program omogoča. Gre pa za praktično okvirni in edini mehanizem Evropske unije za promocijo in spodbujanje oziroma sofinanciranje kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Ti sektorji seveda lahko pridobijo financiranje tudi iz drugih programov Evropske unije, ampak ta je edini, ki je izključno bil oblikovan in se izvaja prav za te sektorje. Že v prejšnjem 7-letnem obdobju, ki se je zaključilo lani, je program pod eno streho združil prej 2 ločena programa, in sicer Medija, ki sofinancira filmsko industrijo in pa audiovizualne sektorje, in pa kulturo. Podprogram, ki sofinancira vsa ostala kulturno-umetniška področja, se pravi tudi področje knjige in založništva. Ima pa, se pravi, ta program še en tretji horizontalni sklop, ki vključuje razne horizontalne pilotne pobude in aktivnosti, s katerimi želi Evropska komisija dodatno promovirati ta sektor. Recimo med njimi je najbolj znana ta pobuda, recimo Evropska prestolnica kulture, ki jo najbolj vsi poznamo, in veseli smo, da
leta 2025 je spet na vrsti Slovenija in da je Nova Gorica v sodelovanju z italijansko Gorico pridobila ta naziv, da bo nosilka prestolnice kulture takrat. No in glede na to, da smo ravnokar v prvem letu nove generacije, lahko orišem malo uspešnost Slovenije v preteklem 7-letnem obdobju. Slovenija velja med takrat v prejšnjem 7-letnem obdobju v programu sodelovalo kar 41 evropskih držav. Se pravi, to nisem program za države članice Evropske unije, ampak za cel ta evropski prostor. In Slovenija velja za fenomen v tej skupini držav. Recimo v podprogramu kultura zaseda po številu projektov neverjetno 5. mesto med vsemi temi državami in celo po vrednosti podpore 9. mesto. Tako da sledi takoj največjim državam, kot so Francija, Španija in tako naprej. Zelo, zelo uspešni znotraj tega kulturno-umetniškega področja, pa prav področje knjige, se pravi slovenski založniki so pridobili za Slovenijo recimo 10% celotne podpore. Recimo, če sem bolj konkretna, v preteklem 7-letnem obdobju so vodje projektov iz Slovenije pridobili skupaj 24,5 milijona evrov podpore in 10% teh sredstev so pridobile slovenske založbe. Večinoma prav za take projekte, kot je vaš, za prevajanje evropskega leposlovja, ampak ne zgolj to. Recimo, en pomemben projekt, ki se je financiral iz tega programa, je tudi pesniška platforma Verzopolis, ki jo vodi Zavod Beletrina. Sploh Zavod Beletrina je eden najbolj uspešnih recimo organizacij Slovenije na splošno. Pridobivajo podporo recimo za to vseevropsko pesniško platformo, ki spodbuja povezovanje evropskih pesniških festivalov, katerih cilj je, da promovirajo še neuveljavljene pesnike, zato da lahko recimo gostujejo po Evropi in se potem posledično tudi njihovo delo prevaja v tuje jezike. Potem recimo Beletrina ima tudi več tako imenovanih projektov sodelovanja. Podobno tudi založba Goga iz Novega mesta ima tudi en zanimiv projekt sodelovanja, ki se mu reče Reading Balkans. Pri teh projektih pa gre za mednarodno sodelovanje različnih organizacij iz različnih držav. Ta sodelovanja so lahko zelo široka. Recimo v primeru Goge gre za povezovanje literarnih rezidenčnih programov v glavnem in razvoj poklica literarnega agenta. No in potem tretja možnost v okviru Ustvarjalne Evrope je še nagrada Evropske unije za književnost, ki se zdaj podeljuje že 13 let in me veseli, da imamo med nami tudi eno izmed 4 nagrajenk oziroma nagrajencev iz Slovenije. Tako da to, mogoče za začetek. Recimo za konec še ta kontekst, da vemo, da Javna agencija za knjigo v Sloveniji podpira to področje in da približno polovica, če se ne motim, pač po podatkih, ki jih imam, približno polovica podpor, ki jih nameni agencija na letni ravni, gre za prevodna dela, in za to področje nameni Javna agencija približno milijon evrov na letni ravni. Iz Ustvarjalne Evrope pa založniki na letni ravni pridobijo tudi do $500,000 evrov. Tako da tudi v tem nacionalnem kontekstu je ta podpora za to področje zelo pomembna. Okay, hvala. Gabriela, omenjena je bila že nagrada EU za književnost. Vi ste prijeli to nagrado leta 2013, kot smo rekli. Prej smo se pred začetkom tega snemanja pogovarjali, da je bila takrat nagrada še recimo relativno neznana, če tako rečem. Pa čisto vaša izkušnja glede same nagrade, pač nagrada je ponuja vstop recimo na evropski trg, tudi do letošnjega leta, se pravi do tega novega cikla. Programa Ustvarjalna Evropa je bila nagrada, če so založbe vključile nagrajene knjige, nagrajene avtorje, so dobile dodatne
točke, tako da se je v bistvu nekako bila nagrada ta institut za spodbujanje, v bistvu prevajanje teh nagrajenih del, tako da čist vaša izkušnja, kaj recimo vam je pomenila ta nagrada, ki ste jo dobili takrat. Ja, lep pozdrav, hvala lepa tudi za te prijazne besede. 2013 je bila EU nagrada v bistvu neka neznanka. Ne? Ni se vedelo, saj jaz nisem vedela, kdo podeljuje, kako se to podeljuje, kaj to pomeni. Tako da sem pravzaprav za informacije prosila Natašo Kramberger, ki danes živi v Berlinu, se pravi prvo evropsko nagrajenka in potem je seveda, to gre za, da pojasnim mogoče tudi, bom rekla, slovenski publiki. Nagrado se podeljuje v Sloveniji. Ne? To je neka komisija, ki pač ima nabor del, med katerimi se pač odloči, kot se odloči. To je bilo prej v domeni Društva pisateljev, zdaj je nekoliko drugače ta komisija sestavljena. Tako da začeli so se potem prevodi, zelo hitro, bom rekla, ampak predvsem nagrajevano oziroma prevajano je bilo pač delo, ki je nagrajeno, se pravi roman Sušna doba. Ne upošteva se mojih drugih romanov, ne pridajo do neke, bom rekla, osvetljave na nek način. Ne. Tudi potem, če so kakšne okoli druge podpore, ne vem, ob koncu leta vem, da vedno ostaja denar in potem pač ti podeljevalci te nagrade dajo nam možnost vsem nagrajencem, da recimo ponudimo odlomek iz svojega romana ali pa recimo, ne vem, 50 strani, ampak izključno iz romana, ki je bil nagrajen. Se pravi, to se ne tiče mojih drugih romanov, ki so bodisi boljši ali pa slabši. Ne? Tako da Sušna doba je dobila seveda neko pozornost, prevod v 15 jezikov, večinoma v manjše jezike. Ne? Se pravi estonski, srbski prevod, hrvaški in tako dalje. Medtem ko prevodi recimo v angleški jezik, v nemški jezik, to pa je izključno zasluga založbe Beletrina in njenih prizadevanj in seveda moje investicije kot avtorice. Ne? Pač recimo Francozi se za to nagrado ne zanimajo. Nemcem je pravzaprav tudi malo vseeno, se mi zdi. Angležem to pač zdaj v zdajšnji situaciji tako ne more veliko pomeniti, ampak skratka, meni kot avtorici je to seveda dalo neka krila, ker prihajam iz majhne nacije, iz majhnega jezika, neko samozavesti, da seveda danes je to drugače, to je od tega preteklo že 8 let. Ne govorim več o tem, kako sem postala evropska avtorica, takrat, ko si vzhičen, to mogoče bolj ponavljaš. Lušno je in fino je, ker spoznavaš, to ne gre, da je tvoja knjiga prodajana, gre samo za prevodne pravice, ne, do katerih mogoče sicer ne bi prišel. Ne. Fino je, da se pač spoznavaš s temi avtorji iz različnih držav, potuješ, seveda. Ne bom pa rekla, da je to neka prodajna uspešnica. Ne? Da pa ti seveda neko samozavest, ne? Sploh če imaš pač neke teme, ki morda... Zdaj, druga stvar je tudi, mogoče bi bilo pravilno vprašanje, ne kaj jaz pričakujem, ampak kaj oni pričakujejo od mene, ne? Kot slovenske avtorice. Ne? Evropska unija kot taka, ne, kaj pričakujejo Belgijci, Angleži od mene. Ne. Jaz sem še vedno, tako sem videla, da sem vzhodna Evropejka. Ne. Tudi ta naracija, ki jo jaz pripovedujem, ni pričakovana naracija. Ne. Oni pričakujejo, da bom govorila Jugoslavija, moja dežela, da bom tu vrstne zgodbe govorila. Ne. Zdaj, ta moja štorija, ki jo pač jaz pripovedujem, neko, bom rekla, medkulturnost, jih je rahlo šokirano. Govorim o horizontu pričakovanja na tej vsebinski ravni, ne? Sploh velike nacije. Ne? O čem bi morala Slovenija pripovedovati? O čem bi morala slovenska avtorica pripovedovati? Ne? Oni imajo zelo, bom rekla, te okvirje postavljene. Ne? Tako da ta zgodba, ki jo jaz pripovedujem, Afrika, Evropa, je rahlo šokantna, bom rekla. No. In vidi se, da je, se opravičujem, ampak je nek kolonialni moment tukaj vstopa, no. Ampak mogoče o tem kaj več kasneje. Ja, mislim, da moramo tukaj še omeniti, da je
da ta program spodbuja prevajanje iz manjših jezikov v večje jezike in je tukaj zanimivo, ne? Ravno to, da ni, kot ste rekli, ni prišlo do tega, da se ravno na te največje trge pač se najmanj zanimajo, se pravi nemški, francoski in angleški, ne. Tako da tle po moje, ja, še to, da tudi slovenske založbe se potem prevajajo slovensko literaturo v angleški jezik, na primer, mislim, da društvo pisateljev predvsem, kolikor sem sam gledal, da nekako tudi to je neka prednostno konkurenčna, se pravi, če slovenska založba skuša slovenske avtorje prevediti v nek večji tuj jezik, dobi, mislim, da ima tle neko prednost pri samem pridobivanju sredstev. Jedrt, vas bi pa pač kot pisateljico, prevajalko zelo veliko prevajate, ste že veliko prevedli, mislim, da veliko literature, ki je bila podprta, recimo javno z nekim sredstvi, veliko literature tudi, ki ni. Čist vaše izkušnje glede tega, kaj pomeni za prevajalca, tudi za pisatelja, za pisateljico, takšni mehanizmi, kot je ta mehanizem Evropske unije, se pravi nek takšen evropski podporn sistem. Dostojno plačilo. Tako. Ja, jaz sem sicer hotela se malo navezati na tole za Evropsko nagrado za književnost, ki mi je šele zdaj padlo na pamet, da sem pred leti bila na rezidenci Ministrstva za kulturo v Londonu in tam je pač veleposlaništvo pošiljalo neka vabila na kulturne dogodke, ne pač tako v smislu, če rezident nima drugih opravkov, naj pride na naš program. In sem se res enkrat šla, je bila predstavitev dobitnikov, pač nekaterih, seveda dobitnikov nagrade za književnost EU, ne. In pridem tja in jaz sem imela pa takrat zmenjeno pač že en prevod za založbo Miš za posredni prevod iz latviščine, pardon. In niso najdel nobenega, da bi prevajal direktno iz latvijskega v slovenski jezik, ne. Tako da sem se jaz pač privolila, sem rekla, bomo posredno. In nisem pa zasledila točno, da je pač udeležen z tega literarnega večera bil pa tudi Janis Joneps, ta avtor Jelgave 94, v bistvu pol prevedli smo Metalci 94. Skratka, prijem tja in dojamem, da je to avtor, za katerega sem jaz že pač angažirana za prevod posredni, straka idealna priložnost, grem do njega, ne. Imela sem blazno tremo, sem šla, tako pa sem pač nekako bolj pohlevno povedala, da sem iz Slovenije, pa da naj bi ga prevajala in mene je strašno šokiralo, ker je ta pač dobitnik, meni se je zdelo kot dobitnik nagrade EU, ne, je bil tako, ojoj, kaj hočeš reči, da me bojo prevedli, ne, tako pač očitno ni bilo glih, ni mrgolelo ponudb, ne, smo nekako bili eni od prvih in bil čist navdušen, tam pač popolnoma vzhičen in tako. In sem pol nekako začela malo spremljati to, ne, kdo pa je v razpis za prevodno literaturo, pač kdo od Slovencev je vključeval te založbe, oziroma, pardon, te dobitnike, ne, nagrade EU in se mi je zdelo, da nikak, jaz to seveda moje laično mnenje, da ni nekega blaznega zanimanja zdaj, ne. Tudi sem šla gledati v nemščino pa angleščino, takrat ta avtor ni bil še preveden, ne, tako da, ja, mogoče je to res bolj taka birokratska fora bila, ne, da pač če prijaviš dobitnika, dobiš, mislim, da 5 točk več, ne, ali kaj, tako da, ne, za avtorja vsekakor dobro, ne, ampak sem pa razmišljala, da verjetno stališča teh velikih jezikov, katere pač prevodi doseže največ ljudi, ne, verjetno zna biti dejansko nek mal postkolonialni ali pa kolonialni celo odnos še. Zdaj, jaz kot avtorica vsekakor mislim, da je prevod v katerikoli tuj jezik za vsakega avtorja absolutno krasna novica, ne. Jaz ne vem, jaz sem sicer prevedena zaenkrat samo v makedonščino, pa
pa ena knjiga je zdaj v španščino prek Litere Slovenike, ampak tudi to sem recimo takoj pomislila, kaj pa če to, glede na to, da je Litera Slovenika, da je slovenska, ne, založba DSP-ja, da kaj pa če bo to nekje obstalo v predalu, ne, tako da ne vem. Če pa kot prevajalka govorim, pa absolutno te prevodi, ki jih dobivam, ki so subvencionirani, mi dajejo kruhne. Jaz sicer prevajam samo knjige in moram skozi celo leto marsikdaj vzeti veliko v resnici, mogoče več nesubvencioniranih knjig, ki pa imajo v resnici to prednost, da jih sama lahko zbiram malo bolj v večji meri, ne? Ker za te subvencionirane se v glavnem založniki sami odločajo. Jaz sicer predlagam dostkrat, ampak največkrat se zgodi, da rečejo, tega ne bi, ampak imamo pa nekaj drugega, če iščeš delo, ne? Tako da ja, te subvencionirani prevodi so absolutno, ko se je začelo to, da sem jaz pač recimo padla v ta krog, sceno, ne vem, kaj bi rekla, samostojnih leposlovnih prevajalcev, ne, je bilo to absolutno iskano in najraje sem seveda sodelovala z založbami, ki so prijavljale se na te razpise. Ni pa rečeno zdaj, da je to merilo kvalitete, ne. To je pa, če se mene vpraša, je dost tekstov, ki so subvencionirani, zelo evropocentričnih kot prvo, ne. Kot drugo, če niso evropocentrični, se vprašam, kdo jih bo bral, kdo jih bo vzel v roke, ta neka impotenca knjige, ne? Tako v tem smislu, da pač knjiga je lahko super in ti odpre svetove, ampak če jo vzameš v roke, ne? Pač jaz mislim, da velik del bralstva, ki posega po določenih knjigah, recimo problematika begunstva, ne? Zdaj mi je padla na pamet ta do Kerangal, ki je bila tudi v Sloveniji par let nazaj, pa sem tudi eno knjigico tanjšo prevajala za založbo Sanje. To sicer je subverzija, ne? Pač Evropska unija je podprla ta prevod in to distribucijo, verjetno domnevam, ne, tudi distribucijo. Po drugi strani pa ostaja na nivoju leporečništva, ne? Pač brali bojo to knjigo tisti, ki že itak nekako so empatični vsaj do tematike begunstva, ne. Pač to sem hotela reči, no, da v resnici kot prevajalka seveda sem vesela, če je knjiga podprta, ni pa to zdaj ne pomeni, da bo tudi dobro sprejeta ali pa brana ali pa pač sploh dobra, no, v tem človeškem nekak smislu. Ja, zdaj smo nekako že zabredli v dost, recimo temu vsebino, tudi oziroma neki vsebinski parametri, ki jih potem Evropska unija oziroma ta program podporen daje, ne, založbam in recimo tudi ta projekt Besede brez meja, že ime mislim, da nekaj pove, pri katerem sem jaz sodeloval zraven, ne, smo nekako skušali dobiti nekako knjige, ki se ukvarjajo z dvemi aktualnimi vprašanji, se pravi begunci, migracije in pa na drugi strani okoljska kriza. In tudi tle se mi zdi, da Evropska unija seveda diskurs Evropske unije tle zelo spodbuja odprtje do teh tem. In vprašanje moje pa je čist razlika oziroma ta diskrepanca med to recimo kulturno ravnjo Evropske unije, ne, ki jo potem dobimo tudi preko takšnih mehanizmov, kot je ta, o katerem govorimo, in pa v bistvu to trdo politično realnostjo, ki se pa dogaja pač na meji Evropske unije zdaj z begunci. Poznamo si situacije in tako naprej. Tako da mogoče Gabriela, ker vam dajam zdaj naprej to vprašanje, ste prej že odprli. Mislim, da je tako zelo klasično ideološko vprašanje, se pravi na eni strani idejno spodbujanje, kultura, odprtost, pretok in tako naprej, na drugi strani ta realnost, ki pa v bistvu zapira, ne. Se pravi, beremo knjige o tem, kako o migracijah. Na eni strani
Evropska unija se nekako ponaša z multikulturnostjo, na drugi strani pač vemo, kaj se dogaja in tudi na nek način, kako se dogaja in kako v bistvu Evropska unija v določenih političnih vprašanjih nekako dobesedno razpada in potem neke večje države prevzamejo politiko in jo vodijo, ne, tudi recimo Nemčija in tako naprej. Ja. Široko, ampak dajem nekako čisto v diskusijo te stvari. Zelo široko vprašanje. Jaz lahko rečem, da bom odgovorila samo, kar se tiče literature. Ne? Gre tukaj tudi za neko relacijo odnosa, bom rekla, tega slovenskega miljeja do neke evropske, nekega širšega prostora. Ne? Zdaj, ko sem poslušala Jedrt, ne vem, zakaj mi je prišlo na misel ravno recimo situacija Javne agencije za knjigo, ne? Ker smo se v preteklem obdobju veliko pogovarjali o tem, kako je treba polnomočiti slovensko literaturo, ne? In slovenske avtorje, za katere vemo, da so na tej infrastrukturno-hierarhični lestvici, kar se tiče založništva, na samem dnu. Ne? In zdaj položaj slovenskega jezika, položaj slovenskih avtorjev in tako naprej, tudi v odnosu do recimo prevodne literature. Ne? Koliko Slovenci pravzaprav subvencioniramo in podpiramo prevodne literature, vis-a-vis, bom rekla, podpori domačim slovenskim avtorjem. Zato je bila tudi ta odločitev, da se pač avtorske pole zvišajo iz 360 na 500 evrov in tako dalje. Ne? Ampak to je druga tema, morda za neko drugo omizje. Jaz mislim, da pravzaprav kot slovenski avtori in avtorice pač moramo avtonomno nastopati proti, bom rekla, temu evropskemu prostoru, katerega del smo. Ne? In s kulturno, jezikovno identiteto in tako dalje. Ta neka samozavest, ki sem jo jaz pridobila tudi s pomočjo Evropske nagrade, predvsem pa pravzaprav, bom rekla, skozi fight, skozi obstajanja, mislim, ni težko objaviti eno knjigo. Težko je obstati na sceni. Ne? Se pravi, delati, pisati, garati iz leta v leto, reflektirati seveda situacijo in potem je pač stvar vsake avtorske poetike, kako se vzpostavi v odnosu, bom rekla, do teh aktualnih tem. Zdaj, jaz sem se pač odločila, da bom pisala o vzhodnoevropskem rasizmu, ki je drugačen kot recimo, bom rekla, francoski, nemški rasizem. In mislim, da sem tudi skozi dialog, skozi potovanja, skozi pač literarne dogodke, evente, tudi v tujini prišla do nekih zaključkov, da ja, imam nekaj zapovedati, imam neko zgodbo, ki je drugačna, bom rekla, tudi slovenski odnos recimo do te neke kolonialne preteklosti, do nekih imperialnih zgodb, ker so se pač dogajale, ker so strašne zgodbe, kot vemo, ne, je drugačen pristop, recimo, ne. To sem se pogovarjala recimo z Ranko Primorac, Hrvatico, ki predava postkolonialne študije v Angliji. Ena taka lušna zgodba je govorila eni pisateljici iz Zimbabveja v Londonu, smo sedeli v enem pubu in je rekla Ranka, veš, ko sem jaz odprla tole knjigo od Gabriela, sem si rekla, veš, tole ne vem, kako bo, ne, a veš, da piše ena Slovenka v Afriki, ne, to bo, ne vem, ne. Ampak veš, ko sem prebrala, sem rekla, dober je, ne, dober je. Skratka, govorim tudi o tej neki diskrepanci, ti lahko ne pišeš dobro knjigo, ne, ampak kako bo ta knjiga izpostavljena, ne, kako bo prišla do nekega glasu, ne, in tukaj je seveda potem spet stvar založb in tako naprej. Zdaj govorim, kako se jaz kot avtorica znajdem v tem nekem bazenu evropskem, ne, in koliko pustim si to naracijo, da pač, ki se od mene pričakuje, da jo upovedujem, oziroma naracijo, ki jo jaz želim povedati. Ne. In zdaj pač pridemo do te diskrepance. Ne. Mislim, da tudi, bom rekla, ves ta evropski milje, založništvo zasluti. Prej je Jedrt rekla, da je imela pač primer avtorja, ki še ni bil prevajan. Niso vsi nagrajeni evropski avtorji prevajani. Vsak si vzame svoj kos pogače. Ne? Koliko se zna, bom rekla, nekako implementirati, koliko jezikov zna, saj vemo, kako ta infrastruktura deluje. Ne gre samo za kvaliteto literature, ampak gre tudi za to, kako se avtor pravzaprav zna izpostaviti. Ne?
In zdaj, če jaz sama verjamem, ne, če sama verjamem v to, kar delam, potem mi bodo tudi drugi verjeli. Ne. In jaz ne bi pristala, bom rekla, jaz pač verjamem, da literatura je prostor, kjer se pove neke zamolčane stvari. Ne. Konkretno recimo v romanu Intimno, ki se ga je pač pometlo na nek način, ne, tudi v tem prostoru, ampak o rasizmu, o tem nekem mikrorasizmu, ki se tiče tega okolja in tudi širšega evropskega okolja, ne, ker imam pač junaka, ki potuje od Ljubljane, Pariza, New Yorka in tako dalje. Ne. In verjamem, da je literatura prostor, kjer se pač govori zamolčane stvari, da pa Evropska unija molči o migracijah, o tem, kar počne pravzaprav migrantom na mejah, je pa dejstvo. Jaz, ko sem dobila Evropsko literarno nagrado 2013, sem pač prišla na oder in sem rekla, da je pač moj roman posvečen ženski Nigeriki, ki mi je zjutraj v hotelu pač pospravila posteljo, pomila sobo, tam smo bili nagrajenci, smo sedeli za mizo, smo pač imeli večerjo slavnostno, stregli so nas izključno temnopolti. Ne. In da tega pač vsi direktorji, založniki, ne vem kaj niso opazili, je malo čudno. Ne. Skratka, in potem je Faruk Šehić, ki tudi takrat dobil nagrado, bosanski avtor, prišel do mene, rekel, da je ravno isto tematiko izpostavil v svoji kolumni. Vsi, ki smo količkaj malo potovali, ne vem, od Bruslja, Pariza in tako naprej, vemo, kakšna je situacija, vemo, da je pač pravzaprav, vemo, kako je s Francozi, ne. V bistvu živijo v nekem apartheidu, vemo tudi, kako je z Nemci in tako dalje. Tako da mislim, da je prav, da literatura naslavlja te probleme, pa ne v smislu socrealizma, ampak pač vsak si izbere neko svojo poetiko, jo zagovarja. Je pa pomembno, seveda, iz katerega miljeja izhaja, kot sem rekla, jaz pač iz slovenskega, to je to, kar imam, to je jezik, v katerem pišem, so me nagovarjali, da začnem pisati v drugem jeziku, ampak to je pač moja zgodba in jo bom, čeprav je, bom rekla, atipična, morda ne slovenska, pa vendarle, ne, je lepovidevska, ne, moli glavo, bom rekla, ven iz tega majhnega prostora in pač govori o nekih naracijah, ne. In jaz bom s tem še naprej težila, bom rekla, no, s temi migrantskimi zgodbami, z begunskimi zgodbami. Zdaj, če bom slišana, je pa drugo, ne, seveda. Ampak absolutno obstaja ta diskrepanca. V tem se nam ni treba niti pretvarjati, mislim. Že jaz, kot vzhodna Evropejka, če grem v nemški prostor, se je potem videl, da sem bila v Nemčiji rojena, ampak mislim, kako te tretirajo, ne? Absolutno je ta rasizem tema, ki jo bo treba odpreti. No. Jedrt, vi tudi težite v svojem ustvarjanju s temami obrobnih identitet, LGBT tematik, psihiatričnih izkušenj in tako naprej. Pa me v bistvu zanima, mogoče malo se bom navezal na moje prejšnje vprašanje, koliko v bistvu tudi vi spremljate literature, recimo evropske, na te teme, kako jo spremljate, kako po vašem tudi vpliva recimo neka ta evropski knjižni trg, o katerem govorimo, na te tematike, nastop teh tematik. Pa tudi v končni fazi se prevečujem, malo veliko stvari navržem skozi, ko smo omejeni s časom, ampak tudi v končni fazi, kaj v bistvu sploh, kaj mislite, kako recimo vpliva nek roman, neke kratke zgodbe, literatura, v bistvu kaj lahko sploh naredi za končni fazi, saj da pridajo neke stvari recimo v javni diskurs, da ne bom zdaj šel v to, da se stvari spreminjajo na nekih tudi bolj recimo političnih, zakonskih ravneh in tako naprej. Ja, hvala. Mi je všeč vprašanje, ampak meni se zdi to v resnici isto vprašanje, na katerega je ravno kar odgovorila Gabriela, za rasizem v pač nekem najširšem smislu, ne, saj homofobija konec koncev ali pa pač ta stigma psihiatričnih pacientov
sam mehanizem ni tako zelo drugačen. Ne? Mogoče se sam malo bolj na prvi pogled pokaže, če je nekdo temnopolt. Mislim, jaz hočem reči, da pač te teme, diskriminacije, recimo, najbolj to, ne bom zdaj, ker ne vem točno, kaj je definirano kot rasizem, pa kaj točno kot stigma neka. Hotela bi reči, da kot avtorica, pač absolutno bom še naprej težila s tem, ampak da jaz v najbolj nekem idealističnem ali pa pač naivno tem evropskem smislu, če to sploh obstaja, absolutno podpiram to, da se take knjige promovira, prevaja in piše. Sam skrbi me to zdaj, kako iz tega nivoja leporečništva, kako zelo hitro zdrsnemo v resnici iz tega, da rečemo, ta knjiga nam je odstrla neke nove vidike, kako smo mi sami rasistični ali pa pač diskriminiramo ali pa kako se to kaže na koži nekoga, ki to čuti. Da rečemo, hvala, ker ste nam to povedali, enemu avtorju, pa kako potem ostane enostavno pri tem, Pač meni se zdi, da Evropi ne pade na pamet, da bo šla prevajati neko izrazito rasistično knjigo, pa vendar, že vsaka knjiga, ki je evropocentrična, je na nek način rasistična. Pač jaz mislim, da to ni vprašanje teorije, ampak prakse. Zdaj, če bomo avtorji še naprej pač mogoče nehote izvajali neko subverzijo, mogoče daš komu misliti, mogoče se kdo zaradi tega vpraša, kaj pa jaz delam, kako pa se zdaj ta moj rasizem ali pa samo stigmatizacija ali ponotranjena homofobija kaže, na ravni posameznika je to največ, kar si avtor lahko želi, po moje. Čeprav seveda, jaz mislim, da noben avtor ne piše knjige s tem namenom, da bo nekomu dal zdaj vetra ali pa moraliziral, Pač zgodbe so, jaz vsaj pišem zaradi zgodbe same, ne zaradi tega, da bom zdaj rekla, bom pa jaz poskusila psihiatrične paciente malo jim olajšati zadeve, da jih ljudje ne bojo tako stigmatizirali. Ne, mislim pač, jaz pišem zgodbo, ne bom šla zdaj v tem smislu, nisem toliko, kako bi rekla, na vzvišeni poziciji, da bi lahko jaz drugim govorila. Jaz to pač kvečem lahko raziskujem pri sebi. Zdaj pa, če ljudje, toliko je teh čajev, če ljudje poberejo knjigo, jo dejansko odprejo in jo preberejo, še vedno pa vprašanje, kako se jo interpretirajo. To je tako, nikoli ne bomo nehali poskušati. Je pa zelo, sploh pri literaturi se mi zdi zelo vprašanje, pač neke volje do spremembe. Zdaj Evropa seveda molči o teh zadevah na svojih mejah, molči o nasilju nad migranti, molči o homofobiji, bolj ali manj. Tako da največ, na kar lahko upam kot avtorica, je neka samorefleksija, ki jo zbudiš zgodbo slučajno, v človeku, ki zgodbo zares sliši ali pa prebere. Ne vem, sem sploh odgovorila na vprašanje. Itak, mislim, Mateja, če se malo vrnemo nazaj k samemu mehanizmu, programu, pred nami je nov cikel Ustvarjalne Evrope. Na začetku smo omenili, da nagrada ni več ta faktor, ki je bil v bistvu kar pomemben faktor pri prijavljanju projektov. Teh 5 točk, mislim, da je bilo možno največ 3 nagrade, če se ne motim, 3 nagrajene knjige prijaviti, kar je bila kar velika prednost in mislim, da je bilo tukaj neki kritik strani založb, tako da nam lahko na kratko pojasnite, kaj recimo so neke te ključne glavne spremembe v naslednjem ciklu, pa ker smo že pri besedi tudi, če poveste, omenili ste to na začetku, veliko uspešnost slovenskih založb.
tudi vaša izkušnja tle v bistvu, koliko je tega sodelovanja z založbami, kako v bistvu tudi ta proces recimo poteka, zakaj je v končni fazi recimo Slovenija med temi nekimi najbolj uspešnimi pri pridobivanju teh sredstev? Mogoče bi se vseeno najprej navezala na to, kar je bilo izrečeno, da vsi ti težki izzivi kot migracije, pa to o tem pišemo, pa ne rešujemo na politični ravni, bi mogoče rekla, da vsi ti problemi so definitivno preveliki za tak majhen mehanizem. To je tako kot doma, ne? Pač proračun za kulturo je tako je in na evropski ravni je podobno. Ustvarjalna Evropa je eden manjših mehanizmov, se pravi, velikost proračuna pove, koliko je neka politika pomembna na dnevnem redu, na prioritetni politični listi, tako da recimo, ne vem, ta program je 10-krat manjši kot recimo program za Erasmus, za recimo izobraževanje, pa to ne pomeni, da je katero od področja pomembnejše, ampak gre res, mislim, če pogledamo, ampak še vedno smo veseli, ker je proračun za čuda in res naše veselje narastel v primerjavi s prejšnjim 7-letnim obdobjem in to za 60%. Ampak kot rečeno, tak program ne more rešiti vseh teh težav. Tudi mogoče bi se navezala na to, zakaj se ne prevaja v velike jezike. Še vedno, čeprav je to želja, tudi razpis govori o tem, da je to glaven cilj, da se prevaja v velike jezike. Ne vem, mehanizem je imel na voljo v preteklem 7-letnem obdobju približno 2 milijona evrov na letni ravni. To je recimo za take knjižne trge, kot je francoski, ni nobena stimulacija za prevajanje. In dejstvo je, da najvišje Slovenija, sem rekla, je na drugem mestu po črpanju iz tega mehanizma. Pred nami je recimo Bolgarija, za nami Hrvaška, potem recimo Severna Makedonija in mislim, da šele na to sledi Italija. Recimo. Tako da to so države, ki najbolj črpajo iz tega mehanizma. Seveda si komisija želi ravno obratno, da bi v bistvu velike države črpale in prevajale iz teh jezikov v svoje jezike. Ampak vseeno se je zgodil nek preobrat, da recimo tudi te založbe iz teh malih držav svoje avtorje prevajajo v velike jezike, tako kot ste rekli. Mogoče pride potem do problema, tako da če recimo slovenska založba prevaja slovenskega avtorja v tuj jezik, a bo ta knjiga dejansko prišla do bralca. Zato je recimo ena od novosti v novem 7-letnem obdobju, da založbe se lahko povežejo z drugimi partnerji. To so lahko slovenski ali pa evropski partnerji, to so lahko katerekoli organizacije, ki se ukvarjajo s področjem knjig, od festivalov, knjigarn, drugih založb, promotorjev, zato da lahko potem, recimo, če prevajajo slovenskega avtorja v nemščino, dejansko pridejo do bralcev. To je tudi ključen poudarek v tem obdobju, se pravi, da ni dovolj, da prevajamo kvalitetno evropsko leposlovje iz enega evropskega jezika v drugega, ampak da dejansko ta založnik zagotovi, da prevedeno delo pride do bralca. Zato se recimo tudi spodbuja, da dela izhajajo ne samo na papirju, recimo, ampak tudi v recimo digitalnem formatu, zvočne knjige, zato da res ni nobenega izgovora, da knjiga ne more priti do bralca. Pomembno je tudi to, da se je proračun, kot rečeno, tudi za ta mehanizem povečal. Za nami je prvi razpis, rezultatov še ni, ampak mogoče dobra novica za naše prijavitelje je, da je bilo prijav manj, kot je komisija pričakovala. Eden od razlogov je zato, ker je program zamujal in potem ni bilo veliko časa ob objavi razpisa za pripravo. Zdaj že vemo, da bo naslednji ta razpis predvidoma objavljen februarja, tako da tudi vabim založnike, prevajalce, da spremljajo in da izkoristijo to priložnost.
Vse te, recimo, kar se tiče pa tem, je ta razpis zasnovan tako, da je vsebinsko zelo odprt, da dejansko urednik, ki pripravlja projekt, zastavi neko rdečo nit oziroma izbere teme, ki jih želi prevajati. Je pa res to, kar ste omenili, migracije, vključevanje, enakost spolov, to so neke teme, o katerih se govori na politični ravni, na vseh nivojih, in to so tudi neke teme, ki so aktualne za ta mehanizem. To ne pomeni, da projekti, ki vključujejo to vrstna dela, dobijo neke avtomatične točke, in kot ste rekli, niti nagrada Evropske unije za književnost več ne prinaša avtomatičnih točk, še vedno pa seveda si bo komisija želela, da prihajajo do nekih sinergij med različnimi ukrepi, ki jih financira. In Evropska komisija še vedno financira to nagrado, tako da si verjetno bojo evalvatorji, ki bojo pregledovali prijave, bodo pozitivno gledali na to, da nek paket mogoče vsebuje nekega avtorja, ne bo pa več teh avtomatičnih točk. Ja, mislim, da je tle tudi ena tema, ki ste omenili z digitalnimi izdajami, v bistvu tehnološke, pa hkrati tudi ekonomske spremembe samega sistema knjižnih trgov, knjižnih sistemov v celoti, ampak mislim, da smo časovno že malo omejeni. Tako da je to neka zelo velika tema, ki bo verjetno treba v prihodnosti precej naslavljati, in tukaj ne vem, koliko se recimo tudi sama Evropska unija čez ta razpisni mehanizem tega loteva. Tako da za konec bi omenil še eno stvar, ki se mi zdi zanimiva, tudi diskrepanca mogoče med slovenskim trgom, tem razpisnim in evropskim. Ne vem, koliko je takšnih založb, ampak se mi zdi, da recimo ta založba VBZ je takšen primer, ki mislim, da je prijavljena na projektni razpis parkrat, težko se tam dobi denar, pa je bila potem uspešna na tem evropskem projektu. Tukaj se mi zdi recimo tudi mogoče za manjše založbe ta evropski mehanizem celo neka prednost, kar je mogoče povezano tudi z nekimi čist drugimi stvarmi lokalnimi. Ampak mi smo časovno, mislim, da že na koncu, tako da eno čist kratko vprašanje bi vam dal vsem trem. Kaj v bistvu za vas sploh pomeni evropska književnost? A sploh obstaja, kaj to je? Tako, če lahko samo na kratko probate. Če imate kakšno mnenje. A je to, mislim, ker zdaj smo govorili skozi o tem mehanizmu, se pravi o nekem sistemu, dotaknili smo se vsebine, ampak ko govorimo o nečem takšnem kot evropska književnost danes, jaz sem malo laičen o tem, ampak težko si predstavljam, kako bi se tega lotil. Ker boste sogovornici sigurno boljši, tako da začnemo nižje. Pa prosim, na kratko. Jaz bi rekla, da verjetno evropska književnost obstaja, če gledaš od zunaj. Se pravi, recimo, Američani bojo verjetno razmišljali o tem, da obstaja nekaj, čemur bi lahko rekli evropsko leposlovje. Mi, ki smo znotraj tega verjetno teže se strinjamo, zato ker vidimo bolj te partikularne, recimo, literature. Jaz osebno kot predstavnica Centra ustvarjalna Evropa pa seveda verjamem, da to obstaja, ker sicer ne bi bil mehanizem, ki bi bil tako uspešen in zaželjen, tako da in kot je, mislim, da Umberto Eco rekel, da je jezik Evropske unije jezik prevajanja, tako da recimo, da je to eno izhodišče. Samo čisto na kratko, ko sem prej poslušala svoje sogovornici, gre vedno za to, iz katere pozicije se izrekaš. Pa ne samo v literaturi, tudi sama kultura. Znotraj teh, bom rekla, in političnih struktur, gospodarskih struktur, kje je kultura. Odkot se izreka in koliko denarja seveda ima. In potem od tod prihaja tudi ta diskrepanca. Seveda pa obstaja nekaj takega, kot je evropska literatura, absolutno, zaradi nekega historijata, zaradi
ampak smo zelo razdeljeni in obstajajo Evrope znotraj Evrope. Ne? To nam vsem jasno. Pač, ta hierarhija je zelo jasna znotraj Evrope. Ja, jaz bi tudi zelo na kratko sem takoj pomislila, ko ste vprašali, kaj je evropska književnost, pač po analogiji s tem, kaj je recimo lezbična ali pa LGBT književnost, bi jaz rekla, da ni nujno, da je avtor iz Evrope, da ni nujno, da je pač največkrat po moje mislimo na evropske avtore, na te, ki pač živijo na nekem geografskem področju, ampak jaz mislim, da po analogiji s tem, kaj je lezbična književnost, lahko rečemo, da je to edino le književnost, se pravi evropska, edino le književnost, ki se ukvarja s samo idejo Evrope. In po tej logiki bi jaz rekla, da pač je zelo težko najdete evropsko književnost pri evropskih avtorjih, no. Ker enostavno se ne zamejijo pri Evropi. Jaz ne vem, jaz tudi, če sem ženska, dvomim, da sem ženska avtorica, tudi če sem lezbika, dvomim, da sem lezbična avtorica, še najmanj sem pa evropska avtorica, zato ker sem iz Evrope, no. Ok. Hvala vsem trem, da ste se odzvali v vabilo. Hvala za to Hvala tebi. Diskusijo. Pa pozdravimo še gledalce in poslušalce.